Gospe in gospodje, dobrodošli na današnjem srečanju na Dnevu podjetnikov Občine Slovenske Konjice, ki je organiziran v sklopu občinskega praznika. Dogodek bo sestavljen na naslednji način. Po pozdravnih nagovorih bomo pripravili okroglo mizo, pogovor na temo o energetiki, o izzivih in priložnostih, ki prinaša predvsem podjetniškemu sektorju, pa tudi gospodinstvom. Moje ime je Robert Hočevar, sem novinar Financ in bom vodil današnji dogodek. Na oder pa vabim že prvega pozdravnega govornika, to je župan občine Slovenske Konjice, gospod Darko Ratajec. Gospod Ratajec, prosim, če vzamete mikrofon. Lep dober dan, spoštovani, lepo pozdravljeni. Prvič hvala lepa organizatorjem za ta dogodek danes. Jaz verjamem, da se bomo kaj naučili. Torej, v občini Konjice smo ponosni na naše gospodarstvo. Torej, imamo zelo dobro obrtno podjetniško zbornico, ki je zdaj lahko v državi s svojim delovanjem. Imamo podjetniški klub, ki se prav tako vključuje aktivno v to dejavnost. In imamo množico podjetij. Nimamo grozno velikih v Konjicah, imamo pa veliko srednjih, veliko, družinskih podjetij, ki so na nek način steber razvoja. Torej, lokalna skupnost pomaga seveda v svojih pristojnosti, v svojih možnosti temu razvoju in takole. Zadnji podatki AJPE se kažejo, da so Konjice v regiji, že nad povprečjem regije v marsikaterih pokazateljih, da se tudi plača na zaposlenega približuje republiškemu povprečju počasi, vztrajno, torej smo na pravi poti. Občina kot taka mora zagotavljati tudi vse ostale storitve, ki so prav tako pomembne za razvoj gospodarstva in pa za vaše zaposlene. Od otroškega varstva do komunale, do vsega ostalega, do končne faze tudi cest in prometa. In verjamem, da ste opazili, da se trudimo in da delamo kaj svega. Torej, še enkrat, hvala lepa za današnji obisk, hvala lepa za organizacijo tega dogodka. Verjamem, da bomo slišali zagotovo kaj pomembnega, pametnega. Mi smo že nekaj pogovorili danes, da to temo imeli, zdaj je pripeljal nam gospode z zanimivimi idejami. Treba je slediti, treba je skorati naprej, s časom naprej in Konjice so vedno bila propulzivna občina in taka naj tudi ostala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan, za te spodbudne besede. Vedno je dobro slišati, da je občini dobro, ter potem gre dobro tudi gospodarstvo. V nadaljevanju nas bosta pozdravila dva predstavnika gospodarstva in na oder že kar vabim gospoda Andreja Pokliča, ki je v funkciji predsednika Dravinskega poslovnega kluba. Lep pozdrav tudi z moje strani. Dravinski poslovni klub pokriva področje občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Poleg podjetij, obrtnikov, podjetnikov, vse zainteresirani, ki jih zanima na nek način podjetništvo. In podjetniki smo dejansko v nekem primežu, ki se spreminja, stiska. Poleg energetike, o kateri bomo rekli kakšno besedo več danes, tudi vseh ostalih dejavnikov. V paradoksu inflacije, pomanjkanje delavcev, ogromnega števila naročil v tem trenutku in pa predvsem na nek način neznano prihodnosti, bližnjo prihodnosti, ne vemo, kaj bo jeseni. Prihajam z avtomobilske industrije, lahko rečem, da se naročila spreminja iz dneva v dan dobesedno, ne iz tedna v teden, ampak iz dneva v dan. Kot padajo, tudi naraščajo. Bojim se, da bo parametri poslovanja v naslednjem obdobju sila otežili uspešnost poslovanja vsakega posameznega podjetja. In seveda si želimo v današnjem dnevu vsaj na nek način zaznati obseg tega problema, ki mu pravimo danes energetika, v vsem splošnem obsegu od električne energije, plina in drugih energentov, o katerih bomo govorili. Seveda pa dobiti tudi kakšen pametni svet, kako se temu
na nek način na to pripraviti, kaj lahko na kratek, mogoče ne toliko, ampak na dolgi rok sami postorimo, kako zmanjšamo porabo in seveda danes, ko je vroče, ne, na svet je bil na 20 stopinj, oni upravi nekje pa pred klime, ne, danes klime ne bomo zaprli, smo le v kleti, ne, upam, da nas bo ta naravna klima plus še klima, ki jo bomo ustvarili mi sami, do dobro ogreli, da bomo imeli dobro diskusijo. Hvala. Hvala lepa tudi vam, gospod Poplič, in še drugi predstavnik gospodarstva, predsednik občinske zbornice Slovenske Konjice, gospod Ivan Furman, prosim. En lep dober dan tudi v mojem imenu in pa v imenu območno obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice. Najprej bi župan tebi pa vsem občankam in občanom občine Slovenske Konjice zaželel čestitke vam dal od našem občinskem prazniku, mogoče v nadaljevanju pa v parih stavkih predstavil tudi našo območno obrtno-podjetniško zbornico. Jaz bi rekel, da člani naše območno obrtno-podjetniške zbornice tvorijo tudi neki skelet podjetniškega kluba Dravinjske doline, kot je moj predhodnik povedal, tudi mi delujemo v 3 občinah, jaz rečem rad, v naši prelepi Dravinjski dolini, tako da danes pokrivamo 8 sekcij za lažje razumevanje, da veste, da smo v vseh vejah gospodarstva in dejavnosti, ki se pač rabimo vsi prebivalci te doline. Mi imamo aktivno vključenih približno 400 članov, ki zaposlujejo približno okrog 3000 delovnih mest. Jaz bi rekel, da naši obrtniki, podjetniki, jim je treba čestitati za vse to, ker naši zaposleni se ne pogovarjajo o minimalni plači. Mi s tem nimamo težave, mi imamo druge probleme, ki pričakujemo, da bo naša vlada oziroma oblast razumela, da nam skončno na pomoč, da bomo lahko tudi v prihodnje tako uspešni. Zdaj, predvsem, če se malo obrnem na, kot je rekel moj predhodnik, tudi mi seveda se borimo za pomanjkanjem delovne sile. Težava je pridobiti dovoljenja. Sami vemo, da te 3 občine, na kateri mi delujemo, imajo zaposlenih, mislim, imajo prebivalcev približno 26 000. Imamo pa vsa Dravinjska dolina pa ustvarja več kot 10 000 delovnih mest. Iz šol, osnovnih šol, pa prihaja približno tam med 300 do 400 otrok, tako da vete, da mi smo obsojeni na to, da iščemo delovno silo od drugod, zato ker doma je pač v bistvu, če čisto po neki naravni poti pogledamo, se jih več penzionira, ker pač lahko mi novih ljudi pripravimo, da grejo na to pot. Zdaj, predvsem, ker je danes dan energetike, se bomo pogovarjali o energetiki, bi jaz tu rad izpostavil, da člani naše zbornice rabijo sopeti oziroma porabo vseh od naftnih derivatov, če lahko povem na kratko, imamo več kot 500 tovornjakov, mogoče me bojo moji stanovski kolegi popravili. Kot vidite, je bilo že prejšnji teden, so bile kolone, nafta se je podražila v enem letu za več kot 80%, potem vsa ta Dravinjska dolina je več ali manj vezana na zemeljski plin. Se bojimo, kaj bo to v prihodnje v jeseni, če tega energenta zmanjka, ker pač se vemo, odkot prihaja ta energent. In pa tretje je mogoče elektrika. In pa seveda, bi pa jaz to rekel za povod za to našo razpravo, pri vseh teh naših obrtnikih in podjetnikih je velik potencial. Lahko oni računajo, da se bojo aktivno vključevali pri sončni energiji. Seveda, moramo to, jaz upam, da bomo danes kaj več zvedli o tem, kako lahko pridemo do teh investicij. In mogoče bo tudi to
da bo pomagala z kakimi subvencijami. Tako da, glejte, zdaj gospodarstvo, jaz moram reči v imenu obrtne zbornice, se res vsem našim obrtnikom in podjetnikom zahvaliti, da vztrajajo v teh časih, časi v obrtništvu in podjetništvu nikoli niso bili enostavni. Sedaj, kako gledamo, so pa še veliko težji, ker v času COVID-a, moram povedati, se članstvo v zbornici ni zmanjšalo, ampak so mladi prihajali, stari so se upokojevali. To pa je za nas kot organizacijo zaskrbljujoče, zato ker, če generacijsko gledano, mladi ne vidijo smisla, da nadaljujejo z dejavnostjo, ki se je pač kot družina razvijali čez celo njihovo obdobje, je to za mene kar en velik vprašaj, kako naprej. Tako da, glejte, mi gledamo optimistično v prihodnost in vse dobro obrtnikom in podjetnikom v Dolenjski dolini. Hvala lepa, gospod Furman, hvala za ta oris izzivov, ki so pred konjiškim gospodarstvom in predvsem hvala za optimističen zaključek. Na oder pa vabim še zadnjega pozdravnega govornika, to je gostitelj, direktor kleti Zlati Grič, gospod Slavko Žižek. Gospod Žižek, prosim. Dobar dan, v mojem imenu. Zdaj sogovornika sta pravzaprav že vse povedala o problemih. Jaz lahko govorim samo o predlogih. Se pravi, to, kar je gospod Koklič povedal, lahko prijete k nam, se zavlečemo v klet, je klimatizirana, problem pa je, da je prazna. Torej, rabišemo kakšno komunalno podjetje, da zagotovimo vodo. Dejansko res, jaz pravzaprav razmišljam, kaj se dogaja. Lani v tem času smo se pogovarjali, da bi dali vino destilacijo, ne samo mi, cela Slovenija. Letos so pravzaprav kleti prazne in bo treba kupiti približno, pa zagotoviti letnik pa pol grozdja, da bomo lahko imeli naslednje leto kaj prodajati. Se pravi, razmere so izjemno nestabilne in zelo težko jih je predvidevati. Ne? In to je to prekletstvo direktorske funkcije, ko se vsi veselijo, kako dobro prodajamo, ne? Jaz že vem, da bo za tem jeba. In v bistvu se nikoli ne moreš čisto točno sprostiti. Drugače pa, kaj ćemo o Zlatem Griču povedati, vsi bolj kot ne poznate, ker prihajate z tega okolja. Mogoče samo eno stvar, takrat, ko sem prišel sem pred 11 leti, pa sem sam pri sebi nekako sklenil, vse poslovanje bo že nekako šlo, ti lepo skrbi za to, da bodo škalce lepo izgledale. Jaz mislim, da se točno tega držim, vedno, ko imam slabe trenutke, se zapeljem malo okrog po škalcah, pogledam in rečem, ja, v redu, Lešnik je to predal, jaz s tem nadaljujem, moj naslednik bo mogel skrbeti za ta prekrasen del slovenskih konic, da ostane zelen, da ostane urejen in da se boste vsi, ki tukaj danes prisotni, pa tisti, ki prihajajo drugot, v tem predelu krasno počutili. Tako da hvala lepa, imamo uspešno delo in to je to. Hvala lepa, gospod Žižek. Dodal bom, da sem tudi jaz dožival v razgledu, ko sem se pripeljal, sem res je lep del, ne samo slovenskih konic, Slovenije cele. Tako, začeli bomo z glavnim delom dogodka, okroglo mizo energetiki. Za kratek uvod, če se prav spomnim, mineva približno, ne kar natančno, eno leto, odkar so prišle prve informacije, da so evropska skladišča zemeljskega plina prazna. Takrat se še nismo zavedali, kam vse bo to pripeljalo. Danes, ko smo prišli v nekaj, kar je bilo že omenjeno, nekaj, kar je povsem neka nova realnost, nekaj, kar si nismo znali predstavljati, nekaj, kar je negotovo, nestabilno in prinaša veliko novih izzivov. V pogovoru bodo sodelovali 4 sogovorniki, ki jih kar vabim na oder. Tomaž Orešič, predsednik in prokurist Resalte in član nadzornega sveta Elektra Maribor. Gospod Orešič, prosim.
Lahko kot prvi izberete mesto. Naslednji Gregor Novak, vodja razvoja in inovacij pri podjetju Sonce in Energija in direktor Suncontrakta. In pa sogovornika, ki smo jo že videli, gospod Ivan Furman, tokrat v funkciji direktorja podjetja Postroj Slovenske Konjice. Prosim. In še gospod Andrej Poklič, direktor GKN Drivelines Slovenija. Hvala lepa vsem in en velik aplavz za naše sogovornike. Takole bomo začeli, predlagam. Govorili bomo predvsem o trgu električne energije. Se pravičujem še dve organizacijske pripombe, preden začnemo. Prvič, vabljeni ste k zastavljanju vprašanj, kadarkoli, dvignite roko, prosim, ali pa se oglasite, če bom spregledal, kolega tamle bo prinesel mikrofon. In drugič na tale pogovor, na okroglo mizo, smo vabili tudi predstavnike dveh ministrstev. Žal so vsi zasedeni, osnovni minister je danes v Luksemburgu, drugi so nekje drugje, tako da vsaj zase obljubim, da bom poročal v Financah o zaključkih tega pogovora, tako da bodo informacije prišle do njih in upam, da bodo se odzvali. Tako, zdaj pa začnemo. Ko govorimo o trgu elektrike, ugotavljamo, da sta trg za gospodinjstva in tudi borzni trg zelo pregledna. Dobro vemo, kakšne so cene, kdo je cenejši ponudnik, kdo je ugodnejši. Pri trgu za poslovne odjemalce pa se preglednost izgubi. Pogosto se govori o nekih ekstremno visokih cenah, izjemnih ponudbah, vendar se ne ve prav dobro. Gospoda Furman in Poklič, kako bi opisala, kako bi predstavila, kaj se dogaja na trgu elektrike poslovnim odjemalcem danes, recimo v zadnjih mesecih? Kakšne cene dobivate recimo za prihodnje leto, za letos, govori se o 300 evrih za megavatno uro. Prosim, gospod Poklič, ja? Ja, kar je začel. Se bo. Ja, dejansko je več parametrov teh ponudb. Prvič, če grem recimo 2 leti nazaj, ko smo zadnjo pogodbo podpisali za prejšnje letošnje leto, k sreči letošnje leto še imamo staro pogodbo, je bilo ponudnikov dovolj. Po tistem, kar se je dogajalo lansko leto, vemo, da je kar nekaj teh ponudnikov izginilo, nekaj teh ponudnikov je v bistvu ne obstaja več oziroma ne daje še tisto, kar so imeli pogodb pisanih, ni več, predvideli. In dejansko dobivamo 1, 2, 3 ponudbe, ki so primerljive. Konec koncev ni velikih razlik med njimi, kar pomeni, da se vsi poznamo drugega, spravi neke prave konkurenčnosti v teh ponudbah ni. Bi pa rekel, da je drugih nekaj parametrov v tej ponudbi bistveno drugačnih. Čuti se zadržanost ponudnikov v smislu, kaj ponujajo, po kakšni ceni se ponuja, za kakšnimi barierami v smislu plačilnih rokov, ki so bistveno krajše, kot so bili v preteklosti. Predvsem recimo v dinamični industriji, kjer je napoved porabe električne energije v obdobju mogoče tudi meseca težko, so pasovi, za katere se lahko dogovarjaš sila zoženi, konkretno pas plus minus 20 v preteklosti čisto normalno razumljen z netiranjem mogoče celo na letni dobi, zdaj ta pas plus minus 5 na netiranju na mesečnem obdobju, z seveda tistim, kar greš čez in pod, dosti dobro z velikimi kanali. In dejansko vaš občutek, da smo vsi skupaj kar čuti ponudniki, ne samo mi kot potrošniki ali pa tisti, ki kupujemo. Ne pogovarjamo se več toliko o kakšna je cena, ampak kakšni formuli bomo to ceno izračunavali.
se mi zdi, da je to zdaj neki trend, ki se ga bomo vsi morali poslužiti, ker enostavno smo vsi pred tem, da ne vemo, kaj bo pojutrišnjem. Hvala lepa, gospod Orešič, se bo najprej odgovor na tole, ja? Ja, najprej lep pozdrav z moje strani, hvala za vabilo, pridružujem se čestitkem praznikov, pridružujem se gospod Andrej in gospod Bredi za povabilo. Ja, to, kar je gospod Popič povedal, na koncu seveda zelo drži. Napovedovanje porabe je postalo zelo pomembno višje. Enostavno, trgovci so prišli v težave, ne zato, ker bi mogoče šli za neko short pozicijo v naslednje leto, da bi računali na sprotno kupovanje energije. Prišli so težave ravno zaradi teh odstopanj. Tukaj recimo predstavljate si, da bo imel velik porabnik še pogodbo od lani po 70 €, šel bo pa recimo 20% čez, ker mu to pogodbo omogoča in mu mora trgovec to zagotoviti po ceni 300 €. In to enostavno več ne gre. Poleg tega, če mora en trgovec pri svojem dobavitelju, pri proizvajalcu prej za neki obseg posla zagotoviti, ne vem, 10 milijonov evrov garancij bančnih, pri današnjih cenah mora 30 ali pa 40 milijonov. In če je bila Evropa, cela evropska politika pred par leti še, bom rekel, so imela polna usta besed o konkurenčnosti, competition, in to danes praktično besede konkurenca pravzaprav je z dnevnega reda. Danes je samo še ta security of supply, dekarbonizacija, affordability, se pravi sploh dostopnost energije in tako da so se, bom rekel, te pogledi popolnoma spremenili. Kar se pa tiče cen, je pa tak, samo v zadnjih dneh je šlo spet gor za naslednje leto, za enih iz 230 na 275 pasovna energija. To so brutalne številke že in nobene podlage ni v sami stroškovni ceni energije. To je tudi lani jeseni, ko je začelo rast, te jeseni šlo iz 60, energija za 2022 je šla iz 60 na 90, pa smo vsi rekli, vse ne more iti više. Pa to še ni bila ukrajinska vojna, pa je prišel do 100, pa so rekli, vse bo padlo pred novim letom. Pa je bilo pred novim letom že 250. In realne osnove v stroških proizvodnje tu vsekakor ni. Tako da bi pa samo še to gospodinstva napram gospodarstvo. Tu se ne bi strinjal, da je pri gospodinstvih bolj pregledno, gre pač za to, da princip prodaje gospodinstvom je čisto drugačen kot pri poslovnih odjemalcih. Pri gospodinstvih pač dobavitelji kupijo za svoj portfelj kupcev energijo za naprej in na osnovi teh oblikuje neke cenike, ki so bolj ali manj javni. Medtem ko pri gospodarstvu se pa, pri poslovnih subjektih se pa tudi na drugačen način kupuje in recimo KKN sigurno kupuje, bom rekel, bolj strateško, kaj za eno tretjino 2 leti naprej, eno tretjino tako in enostavno v trenutku nakupa kupuje po takratni tržni ceni. Hvala lepa za tole pojasnilo, gospod Orešič. Ja, zadeve so zelo, zelo brutalne, kot ste rekli. Gospod Forman, še vaš pogled na trg, kako pa vi in drugi podjetniki občutite to brutalnost? Jaz mogoče nisem jih tata pravi, ker pa nas električna energija nam predstavlja enega od večjih stroškov, je pa seveda mi zakupujemo elektriko vedno maksimalno za naprej, tako da se zamikom občutimo to, je pa res, da mi vseh teh 35-30, kar delamo, skozi posodabljamo strojno opremo in kupujemo stroje, ki so bistveno manj električno požrešni, če lahko tako domače povem, tako da mogoče bi bilo prav, da bi tudi bil taki odprtejši sistem, ko bi bil bolj kompetentno okrog tega, da bi lahko rekel, drugače pa jaz se strinjam seveda z gospodom mi pred seboj za to, ker poznajo to zadevo in bolj kot jaz. Hvala lepa. Gospod Novak, še vaš odziv na brutalne razmere. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Res je, mi smo ta brutalen skok cen, preko ki je nekako posledica plina, namreč pomanjkanje plina, ki je oziroma zmanjševanje dobave plina v Evropi,
že v lanskem letu, se je odrazilo v tistem prvem skoku v oktobru, kjer so cene, kot je bilo prej rečeno, nekje 56, v oktobru so dosegli čez 300 evrov, pol decembra čez 500 evrov, torej ne, na megavatno uro. To je bil ta prvo nekako opozorilo, veste, leto smo pa že skozi, danes smo čez 400 evrov na naši slovenski borzi, današnja cena, ki imamo dolno veliko sonca, ki bi mogli biti cene nizke, kar pomeni, da ne vem, kaj bo decembra, bo najbrž bolj 1000 evrov, ne vem, nimam kroglja, ampak sigurno, da bodo nižje, kot so zdaj, pa zdaj so ekstremno visoke. Če zdaj to vse skupaj malo rezimiram, jaz bi rekel tako, eno stvar smo se naučili že tudi v COVID-u, veste, jaz v COVID-u nisem nobenih hlač kupil, nobene srajce, vse je bilo zaprto, kar sem imel, sem imel. Veste, v energetiko prihaja to isto varianto, kar imaš, imaš, in v nekem trenutku je fajn, če imaš nekaj doma, ali pa nekaj v bližini. In to pomeni, samo oskrbnost se mi zdi ključna, tudi v bodoče za gospodinstva in za podjetja in za industrijo. Če imaš 50% elektrike domače, imaš 50% domače in ta je predvidljiva. Ostala je nepredvidljiva in ne vemo, kaj bo. Vsi ste danes jasno povedali, tudi jaz ne vem, kaj bo. Sigurno pa ne bo hudo nekaj cenejšega. Tako da v bistvu tisto je zelo nepredvidljivo, tudi energetska podjetja dejansko ne morejo se zahedžati, če rečem, zakupiti nekaj stvari dovolj, razen na tistem delu, kjer imajo svojo ali pa neko domačo proizvodno. Tukaj mogoče lahko država vstopi pa z domačo proizvodno pomaga gospodarstvu, da bo ta cena nekje bolj vzdržna, ampak to se ravno zdaj dogaja, da nimamo predstavnika ministrstva, da ga bi vprašali, kaj točno delajo, pa bojo to največ ukratno tudi malo povedali. Kar pa lahko jaz rečem je pa to, če imate, ne vem, nekje na svoji strehi, na industrijskem objektu, na delavnici ali pa na domači hiši svojo elektrarno, kjer vam proizvede pol elektrike, ta je predvidljiva in to ceno imate zagotovljeno naslednjih toliko let in ni odvisna od globalnih trgov, če je že elektrarna zainvestirana. Če ni, seveda je malo odvisna tudi elektrarna se dražijo, ampak kljub vsemu je ta še vedno odlična stvar napram temu, kar nas na trgu čaka. Jaz bi sam še eno stvar dodal. Trenutno imamo zaloge plina Evropska unija, včerajšnji podatek 54% imamo polna skladišča plina. Mogli bi biti več. Rusija dobavlja z neko manjšo količino, težave in take in drugačne izgovori. Domnevam, to je moje osebno domnevanje, pač da v jeseni bo ta dobava še slabša, oziroma se lahko v nekem trenutku, ko bo zelo brzo tudi ustavi, kot del pač nekega vojaškega načrta, kakršnokoli, kar pa bo se vplivalo, da bo največ cena plina, ki je danes 130 evrov za megavatno uro, bila je pa lansko leto, rečemo že leta 20, tako da vidite to razliko, bo potrovala tudi dvigu cen elektrike in ta cen, kot je kolega prej povedal, ni več racionalen, ampak je preko paničen. Na trgih so postali panični in te cene so lahko prosti rasti. Ne v prostem padu, ampak v prosti rasti, ki ne odzivajo dejansko strošek proizvodnje, ampak je preko ta tveganje tako, da se v ceno kalkulira. Tako da tu ne vemo, kaj bo, ampak nič kaj dobrega ne pričakujemo. Tako da v bistvu nekako naš nasvet je, da vsi podjetniki, kjer imajo to možnost, ali pa tudi zakonodajo, mogoče tudi, če nimate lastne strehe, da nekje v bližini se naredi neka skupnost, pa se vključite v to, da delno ali kukar v večjem deležu se zahedžate, če bi rekel, zaščitite z lokalnimi viri, pa niste odvisni od ruske nafte, ne od geopolitičnih stvari, ampak sonce imamo tudi doma, tega nam pa zaenkrat še ne moramo vzeti. Hvala lepa. Hvala, gospod Novak. Odprti ste predvsej vprašanj, nekaterim samooskrbni in skupnostnim se bomo še vrnili. Za začetek bi pa navajal za gospoda Morišiča prosil za pojasnilo, ki bi ga sicer zahteval od predstavnika ministrstva, če bi bil tu. Namreč, marsikomu je težko razumeti to, kar pravite, elektrika raste, ampak proizvodna elektrike se ni podražila. Sonce stane to, kot je stalo pred enim letom, voda tudi. Jedrsko gorivo tudi na vse zadnje. Zakaj hudiča se draži elektrika v Sloveniji, ko pa jo vsaj 80% proizvedemo sami? Ja, to je v bistvu vprašanje zveni zelo enostavno, ampak je pa tako, da trg energije nima fizičnih takšnih, kot so meje države. Enostavno mi smo del evropskega prostora
In tako da, in poleg tega smo tudi uvozno odvisni. In enostavno mi se ne moramo tukaj zapreti noter v naš balonček slovenski in skratka, mi smo samo skrbni, smo del evropskega prostora in enostavno smo v tem cenovni coni Madžarska, Hrvaška, Srbija, Slovenija, Avstrija pa nekaj cenejša, Nemčija še cenejša. To je posledica naše uvozne odvisnosti, posledica tudi odvisnost od hidrologije na Balkanu. In enostavno, če proizvajalci energije so gospodarske družbe, ki poslujejo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. In če je cena na borzi v nekem trenutku 300 in če imaš ti kupca za 300, potem naj se nekdo podpiše pa reče, da pa ti zdaj temu odjemalcu za 100, zato ker bi bilo fajn, da imamo ceneje. Enostavno, to so tržni subjekti. Je pa res, da pa zdaj v iskanju teh rešitev, ki so bile prej omenjene, v enem intervjuju sem bral, da bi naj sredi julija predstavili rešitev za elektriko, to, kar so zdaj prejšnji tedni za nafto. In tu se bo, to je bo kar velik izziv. Sam bom rekel, sem dosti razmišljal o tem, v katero smer bodo to šli, ampak tu bodo enostavno morali Gen energija in HSE kot proizvajalci v 100% državni lasti. Z njimi bo moral biti nek dogovor usklajen, na kak način, kateremu segmentu kupcev, po katerih pogojih nekako omogočiti dostop do nižjih cen, nižjih od tržnih. Hkrati to mora biti v skladu z evropskim konkurenčnim pravom in pa treba tudi upoštevati, da ta podjetja nima zdaj vse energije za drugo leto še na razpolago. Ta podjetja po 3 leta naprej že prodajajo določene deleže svoje proizvode, tako da ta izziv bo zelo težek in bo neka kombinacija verjetno posega v prodajne cene Gen energije in HSE-ja ter tudi kakšnih, čistih socialnih transferjev za določene bolj ranljive skupine. Mislim, da bo tu kombinacija tega. Ker cene jeseni pa bodo res, to, kar je že tudi gospod Mervar na par intervjujih povedal, zdaj se je omrežnina vrnila, ste videli, tako da zdaj so spet računi prišli nazaj. Jeseni bojo še cene više in ko potem še prišli stroške ogrevanja in realne cene plina, recimo, jaz se kar bojim, kakšne položnice bo to v jesenskem času za gospodinstvo. Hvala lepa. Še morda ob tem se pogosto zastavlja vprašanje, kdo dobi te ekstra dobičke, kako se razdelijo. Pravite, proizvajalci niso dvignili, so torej obtičali pri trgovcih, pri morda tujih kupcih, če je šlo v izvoz. Ja, dobro, HSE ima pa tudi dosti večje stroške za kupovanje CO2, če tako gledamo. Plus da še v bistvu, če se ne bi zgodilo če smo zdaj pri HSE-ju, HSE je bil konec leta 2020 praktično že na pol insolventnosti, če malo pravo. Ampak po tistem je šel kupon CO2 nekje iz 60 na 80, elektrika pa iz 60 na 300. In rekel, ta spread je omogočil, da zdaj HSE je zelo dobičkonosen in ga je rešil. Če bi ostalo tako, enostavno je tudi no way in so že v bistvu angažirali odvetnike za iskanje neke rešitve, neke variante slabe banke, slabe energetike, da bi Teš pa Rudnik vrgli ven kot slabo banko, seveda bi morali to Evropsko komisijo dobiti. Kako bo gledal dobički? Dobički so lastnika, ne? Lastnik je pa LDH. In MF, tisti, ki reče pač, ne. Tu se bodo potem iskali te rezerve. Samo mora biti neki modus, ki bo pravno vzdržen, ki ne bo popolnoma izkrivil konkurence in ki bo omogočal vseeno konkurenčno gospodarstva in hkrati možnost preživetja za gospodinstva. To je zelo velik izziv. In ravno zaradi časovne komponente, ker je dosti pogodb že naprej podpisanih, ti tudi zdaj ne moreš reči, jaz vem, da v Nemčiji pa Avstriji že imajo sezname narejene, ko bo prišlo do prekinitev dobav plina oziroma omejitev, točno sezname po panogah, koga prvega izklopijo, koga drugega, koga tretjega, to tisti, ki so najbolj vitalno pomembni in to
zato so dejansko že ti scenariji razdelani. Jaz ne, če se pri nas tudi na tem dela, ampak to je čist realna zgodba. Hvala lepa za to pojasnilo. Torej, če povzamem, ekstra profiti končajo v državni blagajni, bodi si preko proizvajalcev, se pravi elektrarn, ki so v celoti, vsaj pa velike v državni lasti, bodi si preko trgovcev, ki pa so tudi večinoma v državni lasti. Hvala lepa za pojasnilo. Morda še eno pojasnilo. Pogosto se govori o tem, da bi bilo treba spremeniti evropski model trga. Gospod Novak, naj nekratko povzamem. Če v evropskem trgu z elektriko velja takšen princip, če poenostavljeno rečeno v nekem trenutku ponujata elektriko, naprimer plinska elektrarna, ki ima proizvodne stroške recimo 200 € za megavatno uro, pa fotovoltaika, ki ima 20 € za megavatno uro, bo vsa elektrika prodana po 200 € za megavatno uro. Ali se bo ta model spremenil, gospod Novak? Ja, to zdaj ne vem, ampak razprava o tem se je odprla, predvsem v deležu plina, kateri nekako je v tej ceni noter. To je kompleksna Pandorina skrinjica, če jo odpreš, ampak jaz mislim, da se bo to treba tega lotiti pa narediti nek nov model. Namreč, ena stvar se nam zdaj dogaja, namreč delež plina, ki je zelo pomemben na evropskem nivoju, recimo predvsem Italija, Nemčija, imajo kar nekaj plina v svojem portfelju. Če se ta plin ugasne, se tudi v Sloveniji smo videli, nekatere kogeneracije plinske so se enostavno, ker niso zakupili prav čez plina, enostavno so ugasnile. In so tudi trgovci, ki so imeli dolgoročne pogodbe, naredili izgubo zaradi tega in imajo zdaj največ neke tožbe. Torej, to bo treba na evropskem nivoju urediti in ta delež plina bo treba preko nekako zmanjšati, bom rekel, tega naravnega plina, ki prihaja iz Rusije v tem modelu in ta model spremeniti. Zdaj točno, kako bo to naredili, kako se bo ta zadeva naredila, pa najbolj bo še nekaj vode pretekle. Hvala lepa. Pojdimo zdaj na samo oskrbo, kot ste rekli, je to najboljši način, da se zavarujemo pred visokimi cenami elektrike. Gospoda Forman in Poklič, kakšne so realne možnosti, kako se izkorišča pravzaprav ta sama oskrba pri vas v Slovenskih Konjicah, tudi širše, se gradijo fotovoltaike? Ja, seveda se gradijo, da se to brezpredno vprašanje. Jaz sem prej uvodoma rekel, veliko je zainteresiranih. Mene zanima, kako bomo zgradili infrastrukturo, da bomo lahko se tu priklopili. Bi pa mogoče, me ne bo verjetno gospod Rešič narobe razumel, naši ljudje oziroma podjetniki ne razumejo. Mi smo tudi lani bližji v Evropski uniji in mi vemo, da je bila pri nas elektrika poceni. To priznamo vsi, da je bila napram Evropi in to nam je tu dajalo določeno konkurenčnost. Zdaj pa kar naenkrat, da so to naši trgovci izkoristili, pa so dejansko postavili kar evropske cene elektrike ali kaj druga tu. Hvala lepa. Ja. Mogoče še prej, samo oskrba zagotovo, če lahko konkretno na našem primeru povem, ko pokrijemo celo streho, bomo naredili za 6-7% električne energije, se pravi 6-7%, ki je nekaj, je pa daleč od samo oskrbe. Jaz bi dodal tu še en segment in tudi mogoče vemo, da so neke subvencije za to, da narediš sončno elektrarno, drugi del pa je naš interni cilj, recimo zmanjšanje porabe energije na nek količnik, ki govori, 3-4% na leto. Kako to narediti, je pa večji problem. Investicije za to, da zmanjšaš porabo, so bistveno večje, kot je neki realni payback, ki ga dobiš iz tega ven, in potem motiv nekega lastnika tudi ni več takšen. Zdaj je motiv to, da bom imel in za to delam, prej bil pa motiv, koliko bom dobil nazaj. Zdaj kombinirati ta dva motiva bi bilo najboljše. Investicijo za to, da bom manj porabo, ker bom sicer veliko plačal in bom imel. Tega pa vredno v našem prostoru še ni. Saj ne poznam, sprememba tehnoloških procesov in tako naprej. Neke stvari pri raznih toplotnih odzemih naprej,
ampak generalno, da bi rekel, zamenjal bom, ne vem, pri 100 strojih ta in ta motor, zato da bom toliko manj porabil. Mi to poznamo, delamo, ampak investicijsko je to dolgoročna investicija, ki je redko hitro prebek. Hvala lepa. Zdaj odprto je bilo kar več vprašanj. Predlagam, da se jih lotimo po vrsti. Mogoče najprej, kar se tiče omrežja, gospod Orešič, kdaj bo omrežje omogočalo več lastnih elektrarn? Ja, pri omrežju je dosti bilo zapisanega v zadnjih mesecih glede možnosti priključevanja sončnih elektrarn. Dosti je bilo tudi kakih kritičnih besed. Zdaj, tu moramo gledati eno je priključevanje gospodinskih, teh samoskrbnih sončnih elektrarn pri gospodinstvih in pa priključevanje velikih industrijskih, kot je gospod Popič tudi povedal. Pri velikih pravzaprav je bistveno manj problemov, zato ker to običajno imajo industrijska podjetja svoje trajne transformatorske postaje in je to pač vezano na tisti faktor 0,8 moči transformatorja in je tu praktično nismo še srečali kakšnih zapletov. Gospodinstva so pa drugi problem, zato ker enostavno omrežja niso bila narejena za takšne kapacitete nosa električne energije in je realno nekje čez neki ulici 20 hiš, tam po 5 hiši se pravzaprav že ustali. In to dejansko meritve pokaže. Glavni problem, če zdaj zelo enostavno tehnično razložim, je faktor sočasnosti. Ko govorimo pri porabi električne energije, je ta faktor sočasnosti recimo 0,3. Pravi, ne delajo vsi trije pralni stroji pri treh sosedih istočasno, ampak dela mogoče en. Hočemo reči, to je nekje 0,3 in tudi omrežje je dimenzionirano tako. Medtem ko pri sončnih elektrarnah pa posije sonce, pa faktor sočasnosti 100%, zato ker dela takrat, ko dela vse na full. Ko ne dela, pa ne dela nobena. In enostavno omrežja niso, in to, ko je bilo toliko zavrnitev že, ali pa daja na nekih pogojev, ko so hodili ljudje si narediti doma sončno elektrarno, tudi dejansko so strokovne podlage zadaj in preko tega se ne da iti. Po tista dve, eno je, da se okrepi omrežje, seveda, omrežja se bodo okrepila, ampak nesmiselno bi bilo seveda do te mere, da bi zagotavljalo faktor sočasnosti pa na vseh hišah elektrarne, to ni smiselno, ker je investicija v omrežje prevelika. Tako da, če je treba v kaj investirati, je seveda treba investirati v hranilnike, v baterije, ker ti lahko danes doma na gospodinstvu si daš 2 megavata, pa ne bo nobeno nič proti, če tega ne boš dajal v omrežje. Se pravi, ti samo rabiš, da takrat, ko energije ne porabljaš, si polniš baterijo in to je tisto, kar je najbolj blagodejno, če tako rečemo, za sistem energetski. In tudi jaz mislim, da bo energetska politika morala iti v smer, da se bodo bolj kot sončne elektrarne, ki realno gledano v teh cenah več ne potrebujejo subvencij, da se bo subvencioniralo baterije za tiste, ki bodo investirali v sončne elektrarne. To je podobno kot v Nemčiji, kjer se že močno financira park baterija plus fotovoltaika. Gospod Novak, prosim, ja. Ja, mogoče še par čez konkretnih izkustvenih stvari. Recimo, po našem letu bomo letos naredili 1500 elektrarn in pa nekaterih distribucijah beležimo tudi 40% zavračanje soglasja. Torej, lahko rečem konkretno Elektromaribor, v nekih primerih tudi 40% nam zavrne soglasja. Jaz bi tako rekel, to, kar je gospod Orešič rekel, je res, stvar ni bila dizajnirana za tak način delovanja. Jaz pa mislim, da so tu še kar neke rezerve. Omrežje bo treba ukrepiti na dolgi rok in tu ni dvoma. Treba bo pripeljati bližje transformatorsko postajo kupcu, torej uporabnikom. Zdaj so tudi kilometer pol stran, bo treba to priti bližje, zato da bomo pač na večja kakovost. Ampak to, ko zdaj govorim, to so leta, to so desetletja, to so investicije, energetska podjetja, tu distribucijska ogromna pogled. Kaj pa v tem obdobju vmes? To, kot je bilo prej rečeno, 3-4 elektrarne v ulici, da peta že dobiveti soglasje, to je res. Ampak se vprašamo zakaj. A se da narediti v tem obdobju v vmesnem času kaj? Jaz mislim, da se da. Veste, elektrodistribucijske podjetja, tu malo rekel, so zelo obremenjene, malo tudi kritike, moram povedati. Namreč, kar so zdaj navajena, so navajena menjavati kable.
Če je kabel prešlo, če so napetosti recimo previsoke, tukaj beležimo previsoke napetosti zaradi tam, ko so sončne elektrarne, potem enostavno želijo, da se da močnejši kabel. To pa potem plan in tako naprej in tako naprej. In smo tukaj spet leta zraven. Veste, tokovno te kabli, ko pa ta kabel prenese, so pa zelo malo obremenjeni. Napetostno so problemi, na tokovno ni problemov. Torej, jaz mislim, da tukaj je nekaj tehnoloških rešitev, pa ne bi danes to razpravljal, ki je dosti strokovna debata, nekaj tehnoloških rešitev je, da se lahko dobi nekaj leti časa. Glede, splošno je znano, da sončne elektrarne, dokler ni penetracija sončne elektrarne na 20% v omrežju, v bistvu pomagajo v omrežju in nacionalnem energetiki, potem naprej pa moraš seveda s hranilniki in tako naprej. Pri nas imamo 3% tega, imamo že problemi. Torej, nekaj je še narobe. Mogoče ni pri nas tako dobro omrežje, da rezoniramo tako močno, kot Nemčija, pa ki drugje, ampak gledajte, mi smo na 3%. Torej, jaz mislim, da, če rečem čisto enostavno, če bi distribucijska podjetja malo pogledala, pa mečkaj manj vsi garaško, malo spustila napetosti na transformatorjih, ponekod je to možno, ponekod tudi ni, bi že dobili nekaj sončnih elektrarn noter. Govorim za distribucijska, za gospodinjska omrežja. Če bi dodali še malo pameti zraven, če tako rečem, na pari stvareh, bi tudi lahko dobili. Seveda, tako to vse ni možno, je treba menjati kable ali pa dati hranilnik. Tako da jaz, hranilniki so še vedno zelo dragi in zato je to iz nacionalnega vidika, bom rekel, v tej fazi štartati samo s hranilniki zelo drago. Bom še to povedal. V Sloveniji imamo tako imenovane fleksibilnosti, da lahko reguliramo porabo pa proizvodno elektrike nekje, bom rekel, čez prst, pa me bo gospod Doriš popravil, 800 MW. Imamo samo na Dravi nekje ravno 500 MW, pa imamo še Brestanico, pa imamo še Avče 180, pa imamo še na Soči 100. Torej, to je, kar lahko zareguliramo. To pomeni eno stvar. Čez dan, ko sončne delajo, imamo dovolj energije, tudi v Sloveniji. Teh več, ko bo več bomo imeli, zvečer, da nas manjka. In da ta del prepustimo, lahko nam Drava pomaga, lahko nam Soča pomaga, lahko nam Avča pomaga. Torej, zato še ne rabimo hranilnikov v tem trenutku. Ko imeli 2 GW, 3 GW sončnih bomo rabili, ampak tam še nismo. Mi smo še na pol gigavata sončnih. Zato bi rad na tem segmentu rekel, da je nekaj še opcij, ki bi z malo tehnične pameti skupaj, pa tudi distribucija si včasih mora nič ne več upati, kot pa samo čisto ziharaško delovati, da bomo na nek način lahko dobili nekaj let, da bo distribucija lahko z investicijami ujela ta trend in pomagala, da bo preko predvečen deliral. Hvala lepa. Gospod Poklič je odprl zanimiv pogled. 7% ste rekli, elektrik lahko proizvedete sami, kar pomeni, da samoskrba recimo na podjetniški ravni ni neka univerzalna rešitev, ki bi že pač rešila podjetje. Kaj je mogoče odgovoriti na to? Gospod Novak, gospod Vršič? Ena najbolj osnovnih stvari tukaj je seveda, da je najcenejša tista energija, ki je ne porabiš. In podjetja tudi, ki delujejo na trgu in vsa deluje na trgu, se seveda tega zelo dobro zavedajo, da so lahko konkurenčne samo, če so stroškovno učinkovite. In sem spada seveda tudi energetska učinkovitost. In podjetja se pač bolj ali manj ambiciozno lotevajo teh projektov in iščejo rezerve pri samih procesih, pri proizvodni pare, pri proizvodni komprimiranega zraka, hladu, toplote, rekuperacija odpadne toplote se izkorišča, itd. To se pač tako ali drugače lotevajo. To je sicer tudi naš osnovni posel na našem podjetju, da to v bistvu investiramo v take projekte pri podjetjih. Ampak zdaj je seveda od tot naprej sta pa dva izziva. Ena je ta, kot smo prej govorili o samozadostnosti, se pravi iskati rezerve, koliko lahko sam proizvedeš na svojih površinah, to je številka ena. In tu bo res je zelo smiselno, da se tega, govorimo zdaj o pravnih subjektih, da se tega pač maksimalno lotijo, isto velja tudi za lokalne skupnosti. Ne nazadnje, tale Repower, ki je bil pred 2 mesecema Evropski program, daje zelo konkretne in ambiciozne cilje, kar se tiče
obligacij po pokrivanju streh na javnih objektih od leta toliko pa toliko naprej, mislim, da 27, že 80%, mislim, res izjemno ambiciozno in predvsem zelo ambiciozno na področju umeščanja obnovljivih virov v prostor. To bo zelo velik izziv za države članice, kako to implementirati svojo zakonodajo, še posebej, če gremo zdaj samo na Slovenijo, pa če gremo za te DLN-je, oziroma DPN-je, ki jih tam tisti nesrečniki, ki so vložili za DPN, za veterni park Volov, tam Snežeška Brda, leta 2012, pa sem zadnjič govoril z investitorjem, pa je rekel, če bo zdaj šlo vse po planu, bomo do 2025 imeli za prvi veterni park v Sloveniji, spred DPN. Tam pa ta REPower pa daje, bom rekel, za območja, ki so predvidene za obnovljive vire, mislim, da moraš v enem mesecu nekaj od pol leta to, skratka, obligatorno, da bodo morali državne članice to sprejeti v svojo zakonodajo. Ta ambicioznost je tukaj izjemna in če je kaj koristnega pri tem pushu Evrope, je to. Jaz osebno se ne strinjam za čisto vsem, kar se trenutno komunicira, za tem delom pa se, zato ker je to tisto, kar bo pa države članice potem morali upoštevati in mislim, da bo to vredo. Bi pa samo še to povedal glede, kakvi so še možni koraki za industrijska podjetja. Seveda, poleg tega, da svoje površine pokrijajo z sončnimi paneli, je seveda absolutno vsakršno koriščenje fosilnih goriv za temperaturne režime nad 80 stopinj je nesprejemljivo. Treba takoj absolutno odpadno toploto izkoriščati, toplotne črpalke investirati in se maksimalno odklopiti od plina. Poleg tega pa se seveda za novo uredbo o samooskrbi, ki je bila 9. aprila sprejeta, se lahko tudi vključuje v skupnostno samooskrbo, tako gospodinjstva kot pravne osebe in to je tudi za lokalne skupnosti velik izziv, da se naredijo večje elektrarne skupnosti, iz katerega lahko potem energijo odjemajo tako industrijska podjetja po dolgoročnih pogodbah, tako kot gospodinstva. Hvala lepa. Ja, jaz se zelo strinjam s tem, kar je bilo rečeno. Lahko čisto konkretno povem dva primera, recimo eno podjetje, kjer smo tudi mi že eno tako rešitev naredili, da so zmanjšali stroške, je to postavljali sončno elektrarno na streho, porabljali elektriko pri sebi. Seveda, v tem primeru je bilo celo več elektrike, potem preko sam kontakt platforma je prenašala na drugo lokacijo, drugo tovarno, jo tam porabi, vse ostalo pa potem če kak više pa proda. To pomeni, nekako sta dve tovarne na dveh različnih krajih postale delno samooskrbne. Torej, to je recimo za podjetja, ki imajo velike površine, recimo vi, ko imate pa recimo veliko porabo, pa rečemo relativno na porabo premalo površine, je pa to, ki je bilo prej rečeno. Mi imamo zdaj nekako dve uredbi v samoskupnostni samooskrbi, ki sto zdaj veljali, stara pa nova. Po stari uredbi se že da tudi narediti, samo se res podjetja, ki imajo veliki odjem, torej na 43 kW ne morejo po tej uredbi vklapati v samooskrbno skupnost. Je samo ta prvi del, ko sem prej rekel, možen, ta prenos in se tako naredi. Po novi uredbi, ki pa nekje že tudi je že v veljavi, samo še ni vseh podzakonskih stvari od spodaj urejeno oziroma predvsem ene subvencijske stvari, ki prihajajo, bo pa možno, da se bodo lahko kdorkoli, torej bo lahko ena velika elektrarna Borovnica, pa se boste vi vključili, boste mi imeli tam 20% te elektrarne in boste vi samooskrbni. To lahko naredimo na nivoju Slovenije, lahko naredimo na nivoju Konic, lahko naredimo kjerkoli. In to recimo tudi se ponuja, to se že na trgu vidi, da se da dobiti. In to je taka stvar, kjer bomo mi te skupnosti naredili samooskrbne in se bomo malo odklopili tako od plina, kot je gospod rekel prej, da se da toplotne črpalke, da se nadomesti plin in tako naprej. Tudi za elektromobilnost, da ste prihajali na električne avte, vidite, zdaj, danes sem bil ena država v Aziji, nima več nafte, samo za dvojne primere. Veste, to se nam lahko zgodi, živeli smo nekoč v Jugoslaviji, se spomnite, ne parne pa neparne stvari, to se nam lahko spet ponovi, pa nismo mislili, da se kaj ta zgodi. Torej, na elektriko, na drugem koncu pa se vključiti v samooskrbno skupnost in s tem veliko zmanjšati pritisk in biti veliko jasno, po kakšne ceni se kupuje. Hvala lepa. Imamo dve vprašanje iz publike. Prosim vsakega, da se predstavi. Vi se poznate med sabo, jaz vas ne poznam. Prosim. Ja, hvala za vprašanje. Mislim, za možnost vprašati naše goste in pa tudi podati mogoče na razmišljanje. Stanko podati
prejšnji predsednik poslovnega kluba in direktor Aquafil v Celju. Mi porabljamo okoli 2500 megavatnih ur plina in elektrike na mesec, v Ljubljani še 10-krat več, no, da nas tega predvsej prizadeva. Me pa zanima, zdaj, ko je bila debata o zagovornikih, ste kaj že pogledali tole aktualno pogodbo Engena Damjana Merlaka z 4 megavatnimi baterijami, cirka, ki jih je zdaj pripravljen gospodarstvo dajati v souporabo za različne poslovne modele, ki mogoče pa tudi rešvali tiste viške energije v nočnem času in bi nekaterim, mogoče malo manjšim porabnikom, srednjim porabnikom omogočili, da kupujejo elektriko takrat, ko je cenejša in potem tudi porabljajo skozi neki poslovni model. Poznate ta model, pa me zanima vaše mnenje, koliko je tukaj perspektive v tem segmentu, da tudi industrija postane najbolj hranilnikov delno samostojno in se absolutno ne. Hvala. Prosim, gospod Jovan. Ja, jaz rekel, njihov poslovni model poznam predvsem tisto, ki so naredili posel z ELS-om za zagotavljanje sekundarne regulacije na Jesenicah in na lokaciji Talova. Ampak to je v bistvu reguliran posel, zato ker ELS pač mora zagotoviti primarno sekundarno terciarno regulacijo, primarno lahko zagotavlja samo KSE. Za sekundarne primerne so tudi te baterije in to je potem stvar čisto, po kakšni ceni se ta energija, ta rezervna energija za regulacijo potem kupuje od Engena. Tako da tu bi zdaj težko komentiral. Očitno je to, se splača investitorju v to in očitno je za ELS to ceneje, kot če bi kje drugi kupil. Tako da ta model je vredo in to podpiram z tega vidika, ker v bistvu s tem se razvija trg hranilnikov v Sloveniji. Zdaj, to, kar so pa zdaj, da so ponudili pa gospodarskim subjektom, to mi ni znano, je pa res, da ravno zato, kar je tudi gospod Potič na začetku povedal, kakšen issue je postal ta tolerančni pas pri nakupu električne energije v teh večjih porabnikih in da se pravzaprav v nekaterih primerih, pa govorimo o takih večjih odjemalcih, da se splača imeti baterijo zato, da ti pravzaprav da ti balansira tvoj odjem znotraj tolerančnega pasa, zato ker te preveč stane, če greš pod ali pa nad. Pravi, in je že v bistvu je poslovni model, poznam primere tudi v Sloveniji, da se splača imeti to baterijo samo zato, da lahko nivelirajo ta tolerančni pas, po katerega so v bistvu sklenili pogodbene razmerje z dobaviteljem energije. Prosim. Ja, če še jaz malo dodam, poznam ta model, v bistvu je v redu, seveda je v pomoči, bom temu rekel, še relativno mehna napram tisti, rečemo, fleksibilnosti, ki jo imamo kot država, ko sem prej govoril, smo približno na gigavatu skoraj, zdaj tu je pa seveda, da govorimo o megavatih, je veliko manjša, ampak to je prihodnost, v to smer, v to zadeva bo šla. Bom pa še moče tu dodal, tako kot je bilo prej rečeno, zdaj poslovni model, da takšno investicijo, greš, tudi mi smo nekaj poinvestirali, 240 kW pri eni stranki, je smiselno, da recimo lahko stranko uravnavaš na nek način, da stranka ima manj stroškov, predvsem s to priključno močjo in ko lahko malo predstavlja svojo elektriko, tudi ko jo ima premalo, ali pa zvečer, ko je visoka, je lahko malenko zamakne za nekaj ur. Baterije so za to primerne, da zamikaš znotraj dneva, znotraj nekaj ur. Daljša hramba z baterijami ne gre, ker so enostavno predrage. Je pa tu še ena stvar, ki moramo govoriti za zakon o prožnosti, zakon, ki je nekje v pripravljenem predlog. Ko pa ta zakon nekje zagledal ljudskega sveta, bo pa možno tudi, rečemo, to storitev, tudi baterije, pa ne samo baterije, tudi če imate toplotno črpalko ali pa nek večji porabnik, ko ga lahko regulirate v firmi, je enako kot gre baterija, ali pa skoraj enako. Če ga smete ugasniti, recimo mi ga vam lahko ugasnimo, takrat, ko ga popražgemo projekt, lahko nimo nek zamik, je isto doseženo, kot gre v baterijo, a seveda je pisano cenejše, da ni treba investirati v baterijo. Tu so še neki prihranki, ki jih mi lahko lovimo skupaj in recimo to tudi znamo, to znamo tudi vedeti.
Je pa, ko bo pa še ta zakon o porožnosti šel v veljavo, so pa ta storitev porožnosti lahko tudi distribucijskem podjetju, torej tudi tržno prodala, ne samo Elesu. Za Eles moraš imeti eno količino, moraš biti dosti velik in tako naprej, ko bo pa ta zakon, pa se lahko drugem. Torej se bo dodatni trg vzpostavil. Zdaj imamo ali Eles, ali pa končno stranko, boš imel pa še nekaj vmes. In ko bo to vse skupaj naredilo, bo to zelo smiselno in bo tudi povečano se v baterije, ki bojo postale kar naenkrat bolj smiselne v tem primeru, pa še kakšna subvencija zraven bo prišla in bo smiselna. Hvala lepa za odgovore. Ja, še gospod župan, na levi imate mikrofon. Ja, hvala lepa. Poglejte, en komentar tega, pa razmišljanje. 3 največji porabniki električne energije v Sloveniji porabijo koliko? Koliko? 3 največji. Ja. Talo. Talo ima zmanjši, zato ker v bistvu nima pomažiti dosti tega recikliranega aluminija, ampak talo je svoj čas na 10%. Koliko? 10% je talo. Samo talo, ne? Vsi ostali drugi pa 30, pa celo več. Talo bi nekje na 1 teravatni uri, pa mislim se železarno okoli 400 GWh-jev. Torej, mi bomo morali v tej državi se tudi razmišljati, kaj se bomo razvijali. Torej, rast, ki vsi pričakujemo, zdaj ne vem, 8%, 10%, pa ljudi boži, vse to se bomo nekje končati. Vse mi enostavno temu ne bomo mogli poslediti. Torej, ko sem se pogovarjal z direktorjem Elesa, je rekel, mi bomo morali vložiti 4 milijarde evrov, da bomo hrbtenico pa to infrastrukturo na električnem omrežju uredili. Kje bomo pa to spravili skupaj, kdaj bo to spravili skupaj, to bo to naredilo po kakšen čas. 4 milijarde samo za distribucijo. Samo za distribucijo. Torej, veste, mi moramo biti realni pa objektivni. Mi govorimo za nekih stvarivah, ki so dejansko kratkoročno, ampak država mora sistemsko razmišljati tam, kaj bo to naredila. Mi govorimo, da se svet odpira, ni res. Svet se zapira. In če mi te glavne potrošnike omejimo na nek način drugače, se začnemo pogovarjati, imamo mi elektrike za sebe dovolj. Torej, mi bomo morali to obrnati malo na glavo in začeti nekoliko drugače razmišljati, kot razmišljali ljudje. Potem bomo zmagali. Zdaj, v tem času, ko ste rekli prehodni, ja, zagotovo prehodni čas bo potrebni. In vse te stvari bojo v kombinaciji vsega tega, o čem zdaj vi govorite. Tudi še 2%, pa 7% samo skrbe je nekaj, je veliko. Torej, tudi mi smo se pogovarjali, lokalne skupnosti bomo morali to nekaj narediti, ne? Zmanjševanje z tehnološkimi izboljšavami, na nek način to narediti, manjšo porabo narediti, drugačno ni soda. Ne pa da zdaj razmišljam še o tem, da bomo imeli električne avte. Torej, bodimo realni in dajmo se nekaj te stvari tako v državi dogovoriti, kako bomo te stvari porabili. Vse drugo je seveda, jaz razumem gospodarstvo se širi, to mora biti, ne, ampak malo treba pa je postopiti tudi na neko zavrogo, pa neke stvari drugačne, da postavljamo. To je moje razmišljanje. Zdaj, mogoče heretično, ampak tako razmišljam. Hvala lepa. Hvala lepa za tole pripombo. Bom dodal, da se zelo strinjam z vami in v teh energetskih diskusijah, ko poročamo njih, zelo pogrešam še druge stroke, poleg elektrotehnikov. Ekonomisti so se vključili zdajle, zadnje 2 meseca, prej pa Ja, jaz bi še nekaj dodal. Vse se bomo mogoče premaknili, pa časovnica se mogoče malo že priganja. Mislim, nismo nič govorili o plinu, mislim, nas najbolj žuli plin. Elektrika je cena, pa do neke mere bomo še proizvajali, pa dvigovali cene, kdaj bojo naši kupci to sprejemali, bo neki efekt, verjetno bojo nižala naročila, bo šla recesija, ne pa plin pa napoved je, da ga ne bo, oziroma da ga bo bistveno manj in tam bomo v veliki škupci tisti, ki dejansko potrebujemo. In že prej sem v neformalnih debatah govoril in preverjal, spraševal, a ima Evropa alternativo ne dobavi ruskega plina, če tudi je cenovno ali bo cenovno zelo neugodna. In bo treba govoriti o tem, ali redukcije plina pomenijo redukcije za segmente industrije absolutno, ali pomenijo redukcija plina redukcijo za vse enako, kot je bilo včasih tisti parne par, da so vsi parni noter. In se danes zelo ubadamo s tem, imamo krizne sestanke, predvsem pri nas na podjetju,
Ljubljana se napaja naša matična firma iz Toplane, premog je, ni problema. V Celju se napajajo izključno iz plina in če plina ne bo, ustavno tovarno, 250 ljudi pošljamo na čakanje, po 6 mesecih zapremo in je zadeva končana. Tako da, mislim, da še noben ni nalil čistega vina, prej smo se pogovarjali s Tomažem, a je sploh tehnična alternativa temu, da plina ruskega ni, oziroma kakšna je tisti procent, ki nam bo zmanjko na mesečni letni ravni, a je to 20%, 30%, se pravi, Rusi lahko zaprejo za polovico, za 60, za 70 preživimo. Če zaprejo 100, bo 20% plina zmanjkalo, ker nismo sposobni tehnično dobaviti plina iz Dubaja, iz Arabskih Emiratov, kodarkoli druge, tudi z Amerike. Ker je tam v Teksasu zadeve stojijo zaradi tega, ker se ena napaka na terminalu zgodna in ni 15 tankerjev na mesec, ampak jih je samo 5, zaradi neputaste napake. In Evropa trpi in bo trpela zaradi špekulacij, zaradi dejansko vojnih dobičkarjev na koncu. Tako da, kje smo tukaj s plinom po vaši oceni? Hvala lepa, mi smo sicer iz plinske stroke, bi kdo morda odgovoril? Tu ni kakega dosta optimističnega odgovora na to, vse smo se mi nastavno naprej pogovarjala. Mi tudi recimo iščemo rešitve za eno papirnico, oni so investirali zadnjih letih 70 milijonov evrov v papirne stroje in morajo do leta 2025 rešiti oskrbo z odparo 15 barov, 20 ton na uro, ker če ne bodo in iščejo rešitev, kako pravzaprav to rešiti in imaš rešitve. Biomase ne moreš ti. Biomasa pravzaprav Evropa prepove. To je praktično v Repower, nedavnem prej omenjenem, se tudi nekako Evropa vnikala v biomase, že takrat ni dovolj, kaj še leta bi zagotovil dolgoročno ceno biomasa. In tu praktično, jaz ne vem, kako se bodo podjetja, tako vi, ko imate, kot pravite, ne vem, koliko 7 barov pare, ne? 3 tone na uro, 7 barov. In enostavno dan se odločati o investicijah, ob tem, da ne veš, da boš ti lahko nestabilno skrbo za plinom, je zelo, zelo problematično. Alternativ pa praktično ni. So z elektriko lahko do nekih režimov, v bistvu to zadovoljuješ. Vodik ni primarni energent, vodik je da, če govorimo o zelenem vodiku, tisti, ki se proizvaja s piramidami z viško obnovljive elektrike, teh viškov tak ni pri nas, da bi lahko to proizvajali, poleg tega je pa ta vodik je mišljen bolj kot baterija, kot hranilnik energije, ne pa kot primarni energent, oziroma kot nekaj, kar se meša zraven zemeljskemu plinu. Tako da na to vprašanje enostavno ni, ta trenutek ni odgovora in mislim, da ga tudi v Evropi nimajo. Ja, jaz mislim, da se bo Evropa mogla vrniti mogoče kakšno desetletje nazaj, to, kar že počnejo nekateri, da se bo zakonodaja za zeleno elektriko oziroma ta zelen trajnostni pristop morala spremeniti, če želimo postati vsaj do neke mere samo oskrbni ali pa da preživimo ta čas, ko se bojo zadeve stabilizirale, če se sploh bojo kdaj. Nemci se zaganjajo termoelektrarne, pričakujem, da bo kakšen še nuklearke začeli zaganjati, da bo vse tiste porabnike, ki danes na enostaven način porabljajo plin za uravnoteženje elektroenergetskih sistemov in pa drugih, vse to, kar je možno preusmeriti na klasično elektriko, preusmeriti na elektriko in se plin hrani za tiste, ki dejansko ne more drugače kot s plinom. Če bo tekočinjen naftni plin na voljo v zadostnih količinah, se verjetno zadeva lahko vedno reši. Mi se pogovarjamo, da bomo 50-60% kupili dodatnih količin tekočinjega naftnega plina, ki se bo praktično tedensko polno zalogovnik pri nas na lokaciji, da bi v naslednjih 2 letih zagotovili delovanje podjetja na lokaciji v Celju. Drugače pa enostavno ne vem, kakšna je perspektiva, da na koncu ne bomo izgubili prihodke iz zaposlitve, ki pač poganjajo našo državo, našo ekonomijo. Hvala lepa za vaše mnenje, je seveda zelo na mestu. Tu bi dodal, da pač to vprašanje zastavlja pristojnim na ministrstvu in doslej so ti odgovori nekako v to smer, da računajo, da bo Evropska komisija zadeve poskrbela za zadeve in da bo Slovenija imela vse. Prenašam kar nikoli.
Pojdimo naprej. Skupnostna, ja, je bila že večkrat omenjeno. Kaj lahko povemo o skupnostnih elektrarnah? Gospod Poklič, ste vi razmišljali, ste že iskali takšne rešitve, pa gospod Furman mogoče? V bistvu ne, zdaj smo še v tej fazi samo skrbe oziroma še imamo tu neke alternative možnosti. Zagotovo je pa to nekaj, kar je, ali pa bo potrebno dati neko večjo pozornost in pogledati, kako lahko pač neka farma, karkoli bi temu rekli, poveča samozadostnost večjega obsega podjetij na nek način. Ja, mi imamo dosti velike površine in mi razmišljamo o večji sončne elektrarne, ampak seveda zdaj nas je pač mogoče ta čas malo prehitro, resno razmišljamo. Je pa res v teh časih, kot ste prej rekel, Stanko, mi smo veliko čitali zdaj o teh tovornjakarjih, pa smo se pogovarjali fino, zdaj pa že na plin furajo, zdaj gotavljamo plina ne bo. Pomeni, smo naredili neki razvoj. Pri skupnostnih elektrarnah je nekako ves čas odprto vprašanje za gospodinstva. Ne premakne se pa ne premakne. Pa je bilo pred 2 leti, ne vem katera uredba, ki ne bi omogočila postavljanje takšnih elektrarn, pa ni bilo nič. Pa je potem nek drug akt sprejet, pa smo dobili eno skupnostno elektrarno. Kdaj se bo končno krenilo? Zdaj pa res se ne krenilo, tudi so uredbo tega omenjeno. Bom samo povedal nekaj malo dobran distribucij, v tem primeru Elektro Maribor, kjer sem pač malo povezan. Elektro Maribor zdaj načrtuje tam na tem degradiranem zemljišču zraven RTP Dobrava, Ezno, v Mariboru, eno večjo skupnostno elektrarno, do katere bodo prioritetno imeli dostop, za 15-letno pogodbo, kakšenkoli poslovni model bo, gospodinstva, katerimi so bile zavrnjene vloge za elektrarno na svoji strehi. In to v bistvu je tak primer, ki je, mislim, da je dobra praksa in v to smer bo šlo in to je tudi potem za lokalne skupnosti, mislim, da je to dobra priložnost, ker za omrežje je sigurno boljše narediti eno veliko zraven enega velikega RTP-ja, kot pa v eni dolgi ulici 20 malih. To je sigurno boljše eno veliko delati. Kar se tiče industrije, bi samo še to povedal, bo pa definitivno zdaj trend v tem, da se bodo pač iskala velika, pretežno neka degradirana zemljišča, se bo postavila en investitor, to smo lahko smo mi, lahko je firma od kolega, mi pač tudi na tem delamo, postavi še 20 MW elektrarno in potem 15-letna pogodba GKN-ju za 20% energije, 20% Weilerjev, 20% Henklov, govorim pač, zmišljujem se firme, in na ta način se v bistvu firma, ki ima na svoji strehi kapaciteto samo za 7% svojih potreb, si bo pa naslednjih 50% zagotovila preko te PPA pogodbe z nekom, ki upravlja eno tako veliko off-site, kot se reče, na neki drugi lokaciji, lahko je na Goriškem, lahko je na Goriškem, ampak energija pa šla v bistvu pogodbeno k podjemalcem v Konicah, kako rečem. PPA pogodba je pogodba o dolgoročnem zakupu. Točno tako, to je ta prav koncept, zakonodajno osnovo imamo v tej novi uredbi, ki je že bila sprejeta in že velja. Kot sem rekel, nekaj stvari se še popravljajo, ampak tudi po stari uredbi, kjer smo malo omejeni lokacijsko na isto transformatorsko postajo, če je to pač, smo lokacijsko omejeni, to že dela. Ta model je že tu. To je recimo prednost tega, da lahko ali neko podjetje ali neko gospodinstvo, ki sicer samo ne bi moglo imeti, ali pa takšen problem, ki je kolega rekel, ko oni omrežje ne dopušča, da bi tam postavili na njihovo streho, je lahko kljub temu v skupnosti in enako benefite dobi, kot pa če bi imeli na svoje strehe. To je ta prednost in jaz mislim, da v bodoče v teh skupnosti, pač mi smo že nekaj naredili, priključili in ta model narejen, podprt, tudi digitalno, imamo kupico v izdelavi,
in zdaj se nekako to konkurenca in vsi skupaj, jaz mislim, da imamo vsi dovolj dela, ker imamo ogromno težav, ki jih moramo rešiti ceno v gospodarstvu, da boste vi na 300 evrih, pa na 400 evrih, pa 5000 evrih na megavatni uri, ampak da boste prišli na tako, da boste lahko plačali. Pa da to lahko preživeli. In jaz mislim, da imamo tu z roko v roki, pa lastno sonce ponudimo, zakonodaja, ki je bila pripravljena, neki detajli še pri tej zadevi, ki je treba urediti. Jaz mislim, da zdaj ta vlada, mislim, da če kdo razume, pa ta vlada razume tudi ta problem, da bo to nekako se rešilo v bodočem v tem času in da bomo to lahko vsi, ko smo na trgu, to ponudili in da bomo reševali našo gospodarstvo. Kakšne so možnosti, za Konico? Mogoče tudi en komentar, pa moj pogled. Vsak dan se zavladno pripelje 100 000 ljudi, od tega 3/4 s svojim avtomobilom. Torej, mi še lahko delamo, kaj čemo, mi moramo razmišljati celovito, trajnostno. Treba tudi te stvari narediti, javni prevoz, zagotovitev in to investirati. To so vrti prihranki, to so možnosti. Na dolgi rok, zagotovo. Kaj pa se bo vozili, ne so tam. Torej, to je en problem. Drugo, govorim z veliko lokalne skupnosti, polete, mi ogrevamo centralno v Konica približno 60 000 kvadratov. Bila je ambicija, da bi Konica delali kogeneracijo, torej da bi iz Sibirije sem plin pojrali, ne pa tudi delali elektriko pa naparno. Mi smo pred 2 letoma to ustavili in smo naredili kotlovnico na pelete. Imamo eno najnižjih cen, bom rekel, 2 megavatne ure v državi. In to sedaj počnejo že drugi, čujem, da tujo, da me razlišem, pa še vas ti drugi. Torej, da, bom rekel, za tako okolje, kot smo mi, ne veljam to za vse, za tako okolje, ki so, bom rekel, manjšnic, ki so vladljiva, so to zagotovo prave rešitve. In tudi tu je treba delati. Zdaj, mi celo državo bomo s temi paneli naredili, ki delajo Kitajci, da bojo Kitajci rekli, da bomo več tega, ki bomo se to. Torej, treba je razmišljati na dolgi rok neke stabilne rešitve predvideti, ki morajo biti, bom rekel, širše, ne se samo, da se odločiš na en segment, verjetno je to problematika širše. Hvala lepa. Da se vrnem k prejšnjemu mojemu vprašanju. Skupnostna elektrarna v Konicah. Ste že pregledali, morda imate kakšno degradirano območje primerno ali kakšno primerno streho, je morda elektromaribor regijsko v Konicah. Je omrežje dovolj močno? Kakšne so možnosti? Ja, imamo. Mi nekatere javne objekte že imamo, sedaj imamo dovoljenje za 2 elektrarne, torej javno komunalno podjetje ima na 600 megavatov, pa to javno megavatov, zdravstveni dom tudi, to planiramo seveda narediti. Imamo območje, bom rekel, bivšega odpada, ki bi lahko te zadeve delali. Ja, v tej smeri se pogovarjamo, razmišljamo, če bo možno, samo to seveda izkoristili. Tudi se bomo maksimalno, ne bo posebno. Tu podam informacijo, da smo imeli na en prvih blokov v Sloveniji, da so se sklopu bloka samo organizirali, potem tudi v sodelovanju z izvajalcem to naredili. Je pa res, da je kar dosti zdaj v zadnjih letih interesa, da bi se vključili občani, tak tisti razgovora, ki nimajo svojih streh, pa bi želeli tudi tisti, ki imajo, pa bi to radi ponudili. Ampak zdaj pa tu, danes smo imeli tudi del tega pogovora, mogoče lahko Gregor pomagaš razložiti, kateri koraki se pa morajo zgoditi, kdo v teh iniciativah mora povezati, ker tu imamo po eni strani lokalna skupnost, po drugi strani so občani, ki zdaj imajo vedno večje probleme z stroškom električne energije in seveda je interes. Imamo de facto zavrnenih vlog, mislim, da v Konicah še več kot 40%, se pravi, da stojijo, da je interes. Imamo pa na drugi strani tudi lokacije, kjer pa bi se dalo priklopiti, ampak tam vemo, bi mogli potem do teh rešitev pristopiti. Če lahko te glavne akterje, mogoče Gregor opišeš, ki so potrebni, ker se mi zdi, da se bo to zgodilo v Konicah in
da bi bilo to tudi dobro dejavnost danes na svetu. Ja, lahko dam en konkretni primer, recimo tak primer smo naredili v Radečah, streha zdravstvenega doma v centru Radeč, je občina Ljubčinska, je dala občina na razpolago služnost, in ta streha se je porabila, da smo postavili gor fotovoltaiko in potem na hišne naselja, pa tudi stanovanja v blokih centru mesta, so vsi imeli možnost, da se vključijo v to skupnostno samooskrbo in velika večina se jih je vključila. In enostavno oni so samo zamenjali dobavitelje. Mi smo skupaj z občino to povedali, vsem občanom, oni so sam zamenjali dobavitelje, so prišli k nam kot dobavitelju in potem so v bistvu na tak način so se vključili v skupnost, torej zelo enostavno eno pogodbo smo podpisali in to je to. In s tem so oni zdaj ostali v bistvu na ničjih cenah stroška za elektrike, kot so imeli pred podražitvami. In nimajo podražitev. A veste, in to je to. In oni zdaj ne več ne tangira, kakšna bo cena na trgu, kakšna bo cena, Zdaj, v tem konkretnem primeru se nam je recimo zgodilo tudi, da niso niti celotne elektrike porabili na tem objektu, na zdravstvenem domu, potem smo pa še v zdravstvenem domu, ki se pač v tem trenutku ni mogel vklopiti, ker ima previsoke varovalke, previsoko vključno moč, v tej stari uredbi, v novi uredbi bi to bilo možno, po stari še to ni bilo, smo ga pa tako priklopili, da smo to elektriko toplotno črpalko, to še nismo naredili, to zdaj bomo naredili čez poletje in bo potem toploto dobival, da bo zmanjšal stroške plina, ki ima za ogrevanje. Tako nekako smo center Radeč naredili samo oskrbo, in ljudje smo jih dali na nizke cene in jaz mislim, da so strošno zadovoljni. To smo naredili tudi na vasi, smo naredili 100% samo oskrbo na vasi, najbolj ste ga sledili, ker smo jo naredili pred časom. Tam smo pa dejansko celo vasi, manjša vas, celo vas vključili to in tam so se kar vsi vključili. Seveda, tam jih jaz osebno poznam, pa sem jih povabil, pa so se vsi vključili, če pa tako v nekem kraju, ki se ne poznajo, se pa ne vsi, ampak tu se je pa večina vključila, da se nam je odlično. Vsak pa seveda se po svoje volji odločil, če se je vključil v to, če se pa ne, pa tudi izstopi lahko. Veste, vsako leto se vpraša, bo še nadaljeval ali ne, lahko čez leto reče, zdaj pa na bo vest, kot zamenjava, zamenjaš dobavitelje elektrike, lahko tudi izstopiš te samoskrbne skupnosti ali pa kasneje vstopiš, če se prej nisi odločil. Tako da vse te možnosti to je podprto in to je že na trgu že deluje. Kakšni so vstopni pa izstopni stroški, recimo v Radečah? Ni nobenih stroškov, če to naredijo enkrat letno, torej z 1. januarjem. Če pa bi to naredili sredi leta, potem pa smo dali neke stroške v pogodbo, zato ker samooskrbne skupnosti imajo koledarsko leto, ko se naredi obračun. Zato smo tudi se prilagodili uredbi in smo tudi njim prosili, zdaj, ko se vključite, do konca leta ostanite, potem pa so to odločili za naprej, če se boste, če pa ne, pa tudi ne. Tako da, seveda se da tudi med letom izstopiti, ampak je to stvar, nekaj stroškov za potegne, drugače pa za sam vstop noter pa ni nobenih stroškov. Kdo pa je investitor na to elektrarno? V tem primeru smo bili investitor mi, kot podjetje, lahko bi bili pa investitorji tudi Vaščani, če bi želeli. Lahko pa tudi mešamo. Lahko bi bila občina, Vaščani, mi. Tu imamo vse odprte možnosti, da se v skupnost vključijo, kakorkoli to nekako želi. Mi prvo probamo, da so investitorji lokalni ljudje. Zdaj, če pa v tem primeru se niso odločili, smo pa rekli, bomo pa mi prišli nasproti. In tudi v bodoče je možnost, da oni tudi postanejo investitorji, še tudi naknadno v to skupnost. Torej, od zadeva odprta, veste, nekako ta model sončnih elektrarn, ko smo moče prakticirati 10 leti, smo prišli na šolo, smo postavili sončno elektrarno, smo imeli neko koncesijo, občina je nekaj malega dobila za najem, ostalo smo dobili mi. Ta model mi ni dober, zato ker nekako se je kaj pa imamo zdaj občina od tega, zima veliko, kam je pa ljudje od tega, ni nič in tako naprej. Mi nekako forsiramo ta, da ljudi delamo samooskrbne. To je naš model, čim bolj samooskrbne, zdaj pa kar zmorejo. Če sami zmorejo, odlično, če ne, pa pridemo malo manj. Seveda in tudi občina isto. Če se občina odloči, bo ona vstopila, bo ona nekaj dobila, če pa bo dala sa strehe, bo pa manj. Torej, tukaj smo zelo odprti in mogoče bi tudi videli, da tudi vi nekako na tem segmentu delate. Torej, to so zdaj modeli, ki so za porabiti, ponudniku nekaj je na tem segmentu, ko ponujamo in z namenom, da vas naredimo samooskrbne in tudi podjetja, ki naredimo samooskrbne. Kakšne so možnosti, da zagotovite
podjetju GKN ostalih 93%. Ja, po novi uredbi bo to možno, seveda neke strehe, neke lokacije ali pa tudi občine, recimo, če je neko degradirano območje, bomo mogli dobiti, da lahko tam postavimo malo večjo elektrarno ali pa več manjših skupaj, ki se v neko virtualno združi. To je vse možno. Lahko tudi večje elektrarne, ki se združujejo v eno in potem podjetja se vključijo in vsak en delež vzamejo in potem isto uporabljajo. To je vse odprto, to vse že nekako je možno. Kakšen pa je pravzaprav vaš motiv? Na vse zadnje to elektriko, ki jo proizvedete, bi lahko prodajali po 300 evrov za megavatno. Lahko, res je, v tem trenutku bi vedno zaslužili, če bi elektriko prodajali. Veste, če pa gledaš na 30 let, je pa boljše, da imaš lokalne ljudi, ki so zadovoljni, ki imajo vsak nekaj od tega. Ker, veste, tudi cene ne bodo take, kot so zdaj naslednjih 30 let. Ne? Torej, mi imamo tu nekaj izkušenj že, recimo pred 10 leti smo na tako elektrarno naredili tudi dol v Ajdovščini, na Višnjah, in smo vključili lokalne ljudi, lastnike zraven, da imamo isti interes, mi, lastniki in vsi. In to se je pokazalo kot dobro, ni nobenih nagajanja, nam pomagajo, nas pokličejo, če ti opazite, kaj ni narobe, naravno imeti svojega nadzornika. Veste, to je, imamo isti interes in imamo skupni interes, nekako se zdajva funkcionira. In tu ne sme biti podjetje požrešno. Mora biti podjetje tako, da reče, mi tak zgradimo, mi nekaj zaslužimo, pa nekaj investicij nekaj dobimo, seveda morajo tudi dobiti nekaj tisti, ko se vključujejo, torej da se ne bodo vključili in seveda tudi lokalna skupnost, ki se je vključena v nekaj. In če to nekako pametno razdeliš, imamo vsi isti interes in imamo dolgoročno lahko skupaj bilo. Ja, še to, zakaj ne predajamo po 300, ne? Zato, ker obstaja nekaj, čemu se reče trg. Če zdaj bo gospod Kupič kupoval elektriko od nekoga, ki mu na strehi postavi sončno elektrarno, pač se gre v model, da investira tisti pač, ali investira oni, ali investira oni, ali investira do tretji, pa če bo se sklenila 15-letna pogodba, bo pač pri enakih primerljivih kvaliteti, bo pač on kot uporabnik te energije pogledal cenejši ceni. To je to. Se pravi, ti moraš znati učinkovito izpeljati investicijo, moraš potem kvalitetno upravljati elektrarno, ta strošek vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja bo rekel, da nekje zoptimirati in imeti, bom rekel, en transparenten in sprejemljiv donos na kapital, ki ga pač tudi lastniki firm naših zahtevajo in to je to, potem si lahko konkurenčni. Tako da, in to je ta model dejansko, da so podjetja, smo podjetja, ki investiramo v te projekte in potem kupci po nekih 15 letnih, tudi na Fraku imamo 2 projekta po 25 let pogodbe na strehah, kupujejo električno energijo po fiksni ceni za vso pogodbeno obdobje. To je tisto, to je model in ker obstaja trg, pač bo kupec vedno prišel do, oziroma uporabnik energije vedno prišel do nekje optimalne cene, ki je zelo prevedljiva in transparentna. Gospod Furman, nekje na začetku današnjega pogovora ste omenili nekako tako, da visoke cene uničujejo konkurenčnost gospodarstva. Ste rekli približno takole. A je mogoče ta opisani model morebitna rešitev za konkurenčnost? Vete, zdaj, po tem razgovoru, ko smo ga nas tu imeli, jaz rekel, da se nam lahko to zgodi, da jeseni sploh ne bo treba več kaj delati, ker če ne bo plina, potem niti ne bomo razmišljali o konkurenčnosti. Seveda, glejte, jaz gospodarstvo vedno išče najboljše rešitve, ki vsak podjetnik se tudi pač obrne tam in vzame to, kar je pač njemu seveda najbolj primerno. Jaz tudi moram danes priznati, da da se potem z gospodom in malo vsega, pa samo nekaj stvari probamo malo dogovoriti. Mi tudi vsega ne vemo, mi pač smo strokovnjaki na svojem področju, kar se pa ostalega tiče, pa ne, ampak seveda, naše gospodarstvo je izvozno usmerjeno in če mi ne bomo konkurenčni, ne vem, kako dolgo bomo še lahko to povedati, pritiski bojo, pritiski na plače bojo, ljudi, cene grejo gor in tu se bomo mogli maksimalno vsi angažirati, da bomo lahko
preživeli. To, kar je rekel prej gospod, ne moramo gledati samo na danes, da čim več zaslužimo. Moramo se boriti, da bomo vsi lahko preživeli, ker če bomo vsi lahko preživeli, včasih smo vsi se trudimo, pa je premalo. Seveda, konkurenčnost bo tista, ki bo odločala tudi o novih investicijah. Hvala lepa. Tam imamo za eno vprašanje. Jaz sem predstavnik iz firme Ranos. Zdaj jaz tako razmišljam, pohlep je zelo velik, elektro ima velike dobičke, kakorkoli vrnemo. In meni se zdi, meni osebno zelo malo zlagano, da je on veliki interes, da bi imel gospod Popič, gospod Furman, samo skrbo, ki boste potem te dobičke nadomestili, ker nikoli niso dovolj. Zdaj, če bi hoteli, da bi bili samo skrbi pa konkurenčni in bi šli z dobičkami malo manj, bi mi tudi imeli boljšo ceno elektrike. Tako, zdaj, če pa oni imeli samo skrbo, vaši dobički bojo manjši in potem, kaj bo država naredila? A bo davke nabila za sonce, za omrežnino, kako bo naredila? Zihar nam ne gre država toliko nasproti, da nam bi pomagala, pa obdržala naše gospodarstvo na neki nuli. Mi se na začetku leta pogovarjamo, a bomo imeli nulo, ali bomo imeli mogoče malo plus, smo zelo srečni. In zdaj pa, če smo pogledali neke podatke, imajo elektrika 300, 400, imate plusa, dobička. Kaj mi lahko Andrej reče? Da ti bo nekdo ploskal, ko boš naredil samo skrbo, ne bo ti zaploskal, verjemi. Zato, ker oni, vaši lastniki, hočejo imeti svoj dobiček. Mi pa imamo dobiček, ne vemo konkurenčni. Tako je moj kolega Ivan rekel, ali bomo zaprli, s tem boste posledično zaprli tudi vi. Žal. Hvala lepa za to razmišljanje. Ja, mogoče en komentar na to razmišljanje. Jaz se zelo strinjam s tem, če vi ne boste mogli preživeti, tudi mi ne bomo mogli preživeti in smo v istem košu. Zato smo model, ki ga ponujamo in tudi mislim, da tule oba, mi smo iz privatnih podjetij, nismo iz državnih podjetij. Tisto, kar je državnih podjetij, bo treba dodatno ločeno komentirati. Mi smo zato, če ponudimo neko tako varianto, samo oskrbnost, pa ne bomo ponudili gospodu Pokliču po 300 evrov, ampak bomo ponudili recimo po 100 evrov, po 80 evrov, neko dolgoročno pogodbo in potem on po 100 lahko preživel in tudi mi bomo investicijo povrnili, ne bomo naredili ekstra dobičko, ampak jo bomo povrnili v 10 letih, ko nekje planiramo, da se povrne. In je to, veste, zdržno in za njega in za nas, pri tem delu. Drugo pa je pogled, ko ga vi dobro ste rekel, je pa to, kako je pa mogoče lahko država s svojimi državnimi proizvodnimi podjetji, kot nuklearne, kot termoelektrarne, ki so hidroelektrarne, mogoče v tem trenutku pomagala. To pa seveda mene zdaj presega, jaz nisem državni predstavnik, ampak tu mislim, da pa je nekaj možnosti, ki bojo najbrž tudi vlada je predstavila, da bi potem pa ta državna podjetja, ki seveda zdaj res lepo prodajajo to elektriko in delajo te dobičke, da se to na nek način pomaga in prenese v gospodarstvo in tudi v gospodinstva. Tukaj pa je en interes, da bo gospodinstvo in gospodarstvo lažje preživelo. Ampak to jaz težko komentiram, ker mislim državnega predstavnika. Prosim, ja. Samo skrba, prej ste rekel, torej imam 40% gospodinstva se zavrnili, ker pač nimate omrežja podprtega, torej bi lahko to sprejeli. In zdaj to samo skrbo v 10 letih, če se pravi, da bi lahko to nekaj poštivali. A ste se vi vprašali, kaj bomo mi teh 10 let preživeli? Ne, omrežje se bo, vse so plani so, če govorimo zdaj o elektrodistribuciji, plani so se, vsaki 2 leti se novelira 10-letni načrt in se seveda prioritetno tudi nadgrajuje omrežje tam, kjer so največje potrebe. In se seveda pa tu se gleda in razvoj nekih mest, razvoj industrijskih con, potem potrebe zaradi priključevanja sončnih elektrarn in se seveda omrežje jača leta se investira. Zdaj, ta 3-mesečni izpad omrežnine ni ravno bil kaj dobrega. Distribucija
ampak še enkrat, konkretno na naš, vse to ne pomeni, da zdaj 10 let se ne bo nič delalo. 10 let se bo delalo maksimalno intenzivno in ravno take iniciative, kot so prej omenil, tista v Mariboru pod Ogoša, zraven RTP-a, je ena od rešitev za tiste, ki trenutno stanje omrežja v njihovi ulici konkretno ne omogoča postaviti na svojo streho. Pravi, da bo lahko se priklopil kot deležnik v eno samo skrbno oziroma skupnostno elektrarno na neki drugi lokaciji in bo v bistvu učinek bo identičen učinek, če gledamo in fizično in ekonomsko, kot da bi bilo na svoji strehi. Samo da bo pač kupoval iz neke velike elektrarne, ki bo tam stala na tesno v Mariboru. Hvala lepa. Naš čas se bliža koncu, tako da predlagam, da sprejemamo še vprašanje oziroma mnenje gospoda župana. Zdaj, nobena vlada ni tako neumna, ne bo pomagala gospodarstvu z nagradiva najboljesno, torej to je zagotovo treba tako eno testo. Torej, podatki včeraj iz dela so naslednji, da je globalno gospodarstvo odpadlo 5,7 milijona milijard evrov dobička, kar je rekordno, da je dan namen 23-15% rast proizvodnje, torej to je pa sedaj to stanje, ki verjamem, da se ga boste podjetniki maksimalno prilagodili, ker na svetovnem trgu nastopate, tako kot tam, tako bo tudi tukaj. Zdaj, kot lokalna skupnost bi rad povedal, kaj bomo mi naredili, ali pa kaj smo že naredili. Mi smo sedaj pripeljali tole toplovod na drugo stran Dravinja in bomo šli sistematsko ukrevati tudi zgornji del. Imamo kompleks šol, telovadnice, doma starejših, kjer smo že pripravili projekt izdelave mini kotlovnice, kjer bi na nek način na biomaso to ogrevali, eni sedaj to ogrevajo na plin, eni še lahko iznovali. Torej, razmišljamo o tem in jaz verjamem, da bomo to lahko tudi realizirali. Ocena tega je približno 2 milijona evrov, milijon pa pol, dobro, na dolgi rok verjetno se bo to splačalo, pa to ne tudi narediti. Torej, ostalo pa, tako kot je bilo rečeno, mi smo odprti za vsa ta razmišljanja, da bomo maksimalno se prihodili, da bomo ljudem, javnim zavodom, pa seveda tudi vsem ostalim maksimalno pomagali, kaj nas je načeti. Hvala lepa. Hvala za te besede. Predlagam, da jih vzamemo kot zaključek današnjega srečanja. Hvala vsem sogovornikom. Vas prosim za en velik aplavz.